Zdravo, moje ime je Jan. Pozdravljeni v drugem delu Excel za začetnike. Danes bomo šli skozi oblikovanje podatkov in pa izdelovanje tabel. Za to nalogo boste potrebovali datoteko, ki sem jo naložil v Google Drive. Prenesete pa si jo tako, da v informacijah tega videa kliknete na tale link. Ko se vam odpre stran z Google Drive, kliknete na ikono Prenesi in na to Shrani. Najprej bomo to tabelo malo preoblikovali. Recimo moti me tale vrstica tukaj in tale stolpec. Stolpce in vrstice izbrišemo tako, da na nje kliknemo z desnim klikom in na to izberemo Izbriši. Isto je z vrsticami. Če bi pa recimo želeli dodati še en stolpec, pa spet kliknemo z desnim klikom in na to Vstavi. Pa si malo približajmo. Prva stvar, ki jo vidimo, je, da je stolpec priimek premajhen. Da stolpec razširimo, gremo z miško tukaj vmes med stolpcema C in D, da se ikona miške spremeni v takšnile dve puščici. Kliknemo in lahko prosto premikamo. Da bo pa širina tega stolpca ravno dovolj, pa lahko tukaj vmes na meji dvakrat kliknemo. Torej, 1, 2. Da lahko glavo mogoče lažje ločimo od preostale tabele, bomo na celice dodali polnilo. Najprej celice označimo in nato na traku pod zavihek osnovno v skupini Pisava izberemo ikono vedra, pa dajemo recimo zeleno barvo. Spremenimo lahko tudi barvo pisave, čisto zraven, pa dajemo na belo. Ok, to že izgleda dosti boljše. Spet lahko označimo, pa dajemo na krepko. Pisavo lahko povečamo tukaj zraven ali vpišemo številko, recimo 15, ali pa imamo tu na voljo dva gumba. Tale ta večji A poveča, ta manjši pomanjša. Zraven številke za velikost lahko izbiramo tudi različne pisave. Pa dajmo pisavo Segoe UI. Da mogoče malo bolj razmejimo, lahko označimo tudi stolpca ime in priimek. Pa za polnilo izberemo recimo takšnole bolj sivo. Prilagodimo lahko tudi druge stolpce. In to že izgleda veliko boljše kot pa prej. Super je, da si tako malo razmejimo, saj se potem v tabeli dosti lažje znajdemo. Ok, to do zdaj je super, ampak to je recimo, da je seznam učencev, ki ga ima nek učitelj na koncu nekega leta. Vidimo, da so priimki in letniki pomešani. Jaz bi pa želel, da so razvrščeni skupaj po letnikih, pa tudi po abecednem redu. To je brez veze delati ročno, zato lahko tabelo označimo in pa na traku pod zavihek osnovno v skupini Slogi izberemo Oblikuj kot tabelo. Odpre se nam veliko slogov, pa če izberemo tistega, ki nam je všeč. Dajmo tega zelenega. Odpre se nam pogovorno okno, ki nas sprašuje, kje so podatki za našo tabelo. Mi smo že označili in pa, ker je ta prva vrstica ime stolpca, ima naša tabela glave. Stisnemo v redu. Kot vidimo, so se nam prikazali tukaj zraven imen stolpcev takšne gumbi za filtriranje. Če stisnemo na recimo letnik, imamo tu na voljo, da lahko razvrščamo od najmanjšega do največjega ali pa do največjega do najmanjšega. Pa probajmo od najmanjšega do največjega. In v momentu se nam je cel seznam prilagodil in skupaj pogrupiral prve letnike, druge letnike, tretje, četrte. Če spet kliknemo na gumb za razvrščanje pod stolpcem priimek, lahko razvrstimo še naše učence od A do Ž. Tako, zdaj je razvrstilo celotno tabelo po priimkih. Če damo zdaj še enkrat razvrščanje po letniku, od najmanjšega do največjega, vidimo, da nam razvrsti po priimku in po letniku. Torej, prvi letniki so skupaj razvrščeni po abecedi. B je pred G. Ko pride drugi letnik, je spet B pred C. In tako dalje. Z temle gumbom pa ne le razvrščamo, ampak lahko tudi filtriramo. Torej, recimo, če bi želel videti samo prve letnike, spet kliknemo na gumb za filtriranje in razvrščanje. In tukaj spodaj odoznačimo vse in označimo samo tiste letnike, ki jih želimo videti.
Pa probajmo še recimo dodati četrte. Vse filtre lahko hitro odstranimo tako, da stisnemo na tabelo, potem podatki in pa v skupini razvrsti in filtriraj stisnemo gumb počisti. Tako, zdaj je spet tabela tako, kot smo imeli na začetku. Pa dodajmo na desni strani še en predmet, recimo fizika. Pa ne še stisniti enter. Če te tabele ne bi oblikovali kot slog tabela, ko bi stisnili enter, bi morali spet dodajati polnilo celice. Če pa stisnemo zdaj enter, pa se nam slog te tabele samodejno prenese na naslednji stolpec. Pa izpolnimo tabelo, recimo 4, 3, 5, 2. Označimo, stisnemo Ctrl in zapolnimo vse celice. Zdaj nas pa zanima, recimo, kolikšna je povprečna ocena vseh študentov pri posameznem predmetu. Torej želim tu spodaj imeti povprečno oceno za vsak predmet posebej. Zdaj lahko bi spet ročno seštevali vse in jih delili z številom elementov, ampak če potem filtriramo, pa imamo tukaj samo, ne vem, prve letnike, se deljenje ne bi šlo pravilno. Zato se bomo postavili kjerkoli v tabeli, kliknili v traku na zavihek na črt in pa označili v skupini možnosti slogov tabele kvadratek vrstica skupno. Zdaj trenutno nam tu kaže vsoto, ampak mi tega ne rabimo, ker se ukvarjamo z ocenami in pa ne z recimo stroški. Tako da damo tu brez. Tale znesek pa lahko spremenimo z spustnim menijem na povprečje. In isto lahko naredimo z vsemi drugimi polji. Ena polja kažejo dosti več decimalnih mest kot druga, pa označimo ta polja in na zavihku osnovno zmanjšamo število decimalnih mest z gumbom v skupini število. Zanima me pa tudi zaključna ocena študenta. Pa bomo dodali še en stolpec, zaključna ocena. Tudi tu bi lahko recimo ročno izračunavali, ampak je spet lažja pot. V traku na zavihuku osnovno, v skupini urejanje, je tukaj en gumb samodejna vsota. Pa kliknite na puščico zraven gumba in izberite povprečje. Označi nam podatke, za katere misli, da jih bomo potrebovali. Letnika ne potrebujemo, ker bo izračun napačen. Zato bomo označili matematiko, slovenščino, angleščino in fiziko. In ko stisnemo enter, nam izračuna za čisto vse študente. Pa dajmo še tukaj na eno decimalno mesto. Tako da, če spet testiramo filtriranje, dajmo recimo spet na prvi letnik, bodo rezultati pravilni in se bodo prilagodili. Malo lažje filtriranje in malo bolj vizualno pa nam omogoča razčlenjevalnik. Torej, če se postavimo v tabelo in gremo pod zavihek na črt, imamo tukaj v skupini orodja gumb razčlenjevalnik. Tukaj si lahko izberemo, po katerem kriteriju želimo filtrirati, pa izberemo recimo letnik. In lahko v tem oknu zelo hitro vidimo recimo samo prve letnike, samo druge letnike, tretje, četrte, ali pa z tipko na Ctrl označimo več. Filter lahko hitro počistimo z gumbom Počisti filter. Dodamo pa lahko recimo še en razčlenjevalnik, pa dajmo recimo za matematiko. Pa nas zanima vsi, ki imajo matematiko 3 in pa so v tretjem letniku. Lahko preprosto izberemo matematika 3 in pa letnik recimo 2. Zanimajo nas recimo vsi, ki imajo matematiko 3 in pa so v tretjem letniku. Lahko zelo hitro izberemo matematiko 3 in pa letnik 3. Tako, to je bilo vse za danes. Naslednjič pa je na vrsti vizualizacija podatkov z grafi.
Če vam je bil video všeč, ga lajkajte, šerajte in se seveda naročite na kanal.